Dober večer. Moje ime je Jož Žagar. Tukaj sem kot eden izmed urednikov številke časopisa za kritiko znanosti, Balkanski koridor 10 let pozneje. Današnji večer bomo posvetili predstavitvi dveh številk časopisa za kritiko znanosti. To sta 295, Balkanski koridor 10 let pozneje, in pa 296, Marksizem in vojna. Prvo številko smo pripravili v civilni iniciativi Infokolpa, drugo številko pa so pripravili pri Inštitutu za delavske študije. Tako da danes bomo prek pogovora predstavili obe številke, ampak najprej bomo začeli z branjem ene izmed avtoric pesmi v številki Balkanski koridor, to je Abir al-Jondi. Abir bo prebrala dve pesmi v arabščini, medtem ko bo Saša Heisler prebrala te pesmi v slovenščini. Dober dan, مساء الخير. I'm Abir al-Jondi from Syria. I have been living here in Ljubljana 8 years. I don't speak Slovenian and malo English. I read something, some poem I write it about how I'm feeling belong to here, to Slovenia. خرائط أمشي على رؤوس أصابعي خائفة. أنا الغريبة عن كل هذه الخرائط. هناك حرف ملغوم سينفجر. هناك زي سيفسر. أمشي على رؤوس أصابعي خائفة. أنا الغريبة عن كل هذه الخرائط. لدي مهمة مستحيلة. أريد أن أعبر من قلبي إلى قلبك من دون حدود، من دون لغة. كيف أقول أن عيناك جواز سفري وأكتافك كل جسوري وصوتك بوصلتي؟ أمشي على رؤوس أصابعي خائفة. أنا الغريبة عن كل هذه الخرائط. مزدحمة بالحب، ضجيجه يملأ قلبي. لا يسمع الخرائط، لا يكترث بالحدود ولا الطائرات. طرقه مرسومة بخطوات الأولين والقادمين والآخرين والتين والزيتون. شوارعه مرسومة بالأحمر في الحقول وفي القلاع. يصعد بي إلى السماء على سلم من ماء. أمشي على رؤوس أصابعي خائفة. أنا الغريبة عن كل هذه الخرائط. أنتمي إلى يدين حملت علاقة مفاتيح فوضوية ورفعت فوق رأس السماء. أنتمي إلى الجسور التي ملأت يدي بالنجوم. أرسم بها ما أشاء. أنتمي إلى الساحات، إلى البحر. أنا الغريبة عن كل هذه الخرائط. إلى بياضك أنتمي. Zemljevidi. Kradem se po prstih tesnobno, tujka v teh zemljevidih, kjer bdi črka napeta še hip
in eksplodira, kjer visi kostum, ki ga bom nekoč razložila. Stopam po prstih, grenkobno, v meni tli nemogoče. Želim prečkati v tvoje srce iz svojega, brez meja, brez jezika. Kako naj jih prepričam, da moj pasoš sta tvoja oka dva, ramena mostova in glas je kompas. Hodim po prstih pretreseno, prepojena z ljubeznijo. Njen hrup mi srce preplavi, zemljevide presliši, meje spregleda, pogodb ne priznava, prepove letala. Njene poti iz odtisov stopal prvih, prihajajočih in poslednjih, s figo in olivo v rdečem obhaja, v graščinah na poljih, v nebesa me nese na vodno lestev. Korakam po prstih, prestrašeno. Tujka v vseh kartah, pripadam rokam, ki ključe sučejo kaotično, kot sem tudi sama, omotično mi dvigajo nebo nad glavo, pripadam mostovom, v dlani mi stresajo zvezde, z njimi razpenjam želje in skušnjavo, sodim k trgom, valovju, trumam deževja, kot tujka v zemljevidih tavam, tvoji belini pripadam. And the second one I write one revolution start in Syria, actually after 2 years, 3 years, in 2015. حناجر الجميع رأى يا هوميروس الأكف المرفوعة إلى السماء يرنمون لحناً بأغصان الزيتون والورد والشموع يفترشون ساحات أمنياتهم يطرقون بحناجرهم درع أخيل يرتلون لحناً على قوس البداية الجميع رأى يا هوميروس أوتاد الخيام والكثير من جوازات السفر وبلاد لم تعد بلاد أراك تراني أجمع المنتصرين والمهزومين على أرض القصيدة أراك تراهم أحفاد سيزيف يمسكون بحجر ربما يبنون به بيتاً أو ربما شاهدة قبر على أرض على تراب لم يقتلعوا منه البنفسج على تراب يزرعون فيه الياسمين عطراً أبيضاً نقياً مدرجاً بالخلود. Vsak je videl, o Homer, proti svodu roke iztegnjene, peti melodije oljčnih vej, gard rož in sveč soja, leže v pristanih nade, njih grla zadone ob ščit Ahila, vižo zoboka, porajanja, vsak je videl, o Homer, šotorov vijake in številne pasoše, dežele ne biti več dežele. Vidim te, o Homer, da vidiš me, pobirati zmagovalce in premagane po ozemlju poezije. Vidim te, da vidiš one, Sizifa potomce, držati skale, morda graditi hiše ali grobove raje, na tleh, na prsti, na kateri vijolice niso populjene. Nastlali so jo z jasminom, vsled vonjavi, beli in čisti, v večnosti okopani. Vidim te, da vidiš me od gradov začarano, od čudes mesta, ki me je objelo vročeno. Oboževala sem njega trte in med, in gore krog in krog, kot varuhe lepote. Od himne trudna s koprnenjem param gradove, kamenju gradu šepetaje, kako naj Ljubljana z mano potuje. Kamen govoril je, vzdigni jo v srce, sam ti rano zašijem in jo z medom milujem. Soli polno v ustih imam, gnetem kardamom ubajram,
ga z vodo cvetov oranže odišavim. Ključavnico namestim na most, ključ zaručam v reko, počakam. Kar bilo je, bilo je. O Homer, predvidel si to. Thank you, Sasha. Thank you. Hvala, Abir, hvala, Saša. Nadaljujemo s predstavitvijo številke ČKZ Balkanski koridor 10 let kasneje. Tale številka na voljo zadaj. Zdaj bi pa prosil, da se pridružijo Tic Starc, Uroš, Ajgul Hakimova, koga še imamo? Fin. Malo smo v okrnjeni zasedbi, dva sta se opravičila in imamo eno zamenjavo. Pogovarjali se bomo o številki, pogovarjali se bomo o aktualnih temah na področju migracij. Fin bo z nami tudi delil svoje razmišljanja v zvezi z vojno v Iranu. Nato nadaljujemo z literarno vinjeto Saše Heisler in potem še okrogla miza Inštituta za delavske študije na temo vojne in ideologije. Eden izmed člankov enega izmed člankov v reviji sta pripravila Uroš Ker in Uršula Lipovec Čebron na temo umrlih med slovensko in hrvaško mejo. Uroš, tako da bi tebe vprašal, kako je potekalo vajino raziskovanje na to temo. Ja, dober dan. Res, z Uršulo Lipovec Čebron sva se lotila tega po 10 letih spremljanja umiranja migrantov na slovenskih mejah. Vsak iz svojega delovnega področja sva ugotavljala, da so v bistvu smrti migrantov ne ravno prikrite, ampak spregledane. Jaz sem sicer novinar, večino časa sem bil na časopisu Dnevnik, potem sem prišel na preiskovalni center Oštro. Uršula je profesorica na Filozofski fakulteti. In ravno zato, ker podatki o umrlih, identifikacija umrlih, obdukcijski postopki, in s tem povezano iskanje pogrešanih, ki se pravi ga sprožijo družine po vsem svetu, ker je vse to tako nekako nedorečeno, nepovezano, sporadično, policija ima neke evidence, ampak ko jih vprašate, recimo, ko smo jih mi novinarji vprašali po natančnih številkah, smo dobili zelo razpršene podatke od različnih policijskih uprav, ne poenotene. Sva se pol odločila, da poskušava to nekako mogoče zveni pretenciozno, ampak kot prva nekako zbrati na en sistematičen način. Zgledovala sva se po kolegih v tujini, taki seznami v drugih državah že obstajajo, tako da sva za Slovenijo ustvarila en seznam, to je v obliki tabele, kjer beležimo dogodke, se pravi, ko so ko so migranti umrli, poskušamo najti identificirati lokacije, datum, če mogoče tudi uro,
smrti, potem pa eno najbolj pomembno vprašanje je, ali imamo ime umrlega in pač iz preiskave se je izkazalo, da v manj kot polovici primerov smo mi, ki smo se s tem ukvarjali, se pravi Uršula, jaz in pa najini sodelavci, ki smo zbrani v skupini, v delovni skupini Prehod, smo v manj kot polovici primerov uspeli tudi priti do imen. Zdaj, možno je, da imajo kakšne druge službe v državi, recimo policija ali pa pogrebne službe ali pa konec koncev kdorkoli, mogoče gasilci, če si je kdo zabeležil kakšna imena, ne, ampak to ni javno objavljeno, ne. Se pravi, mi imamo od teh 54 primerov, kolikor jih zdaj beležimo, je manj kot polovica identificiranih. Za katero obdobje gre to? Od leta, Ja. Katero leto ste določila? Se pravi, težko se je bilo odločiti, katero obdobje bi bilo relevantno, zato ker migranti so umirali skozi desetletja, migracije ves čas potekajo, Slovenija je prehodna država, tako da bi lahko šli v zgodovino tudi še tja v 80. oziroma 70. čeprav se spomnim, so bili že prvi primeri, ampak mi, da so se potem odločila za teh 10 let, v katerih, ki jim je posvečena tudi številka ČKZ, se pravi od 2015 do danes, ne. In nažalost se ta statistika nadaljuje, tudi še v letošnjem letu imamo že nove primere, bodisi pogrešanih, bodisi umrlih. Ja, tudi sam se ukvarjam z migracijami in vajen prispevek, mislim, da je res prvi na področju tega, da se nekdo sistematično loti tega beleženja. Jaz sam, ki sem to spremljam, se spomnim iz leta 2023, je bilo oceno okoli 250 mrtvih od leta 2015 zabeleženih smrti na območju nekdanje Jugoslavije. Do zdaj za Slovenijo res nismo imeli nobene evidence. Kar bi te mogoče vprašal, ja, smrti, zanima me, ali sta v svojem raziskovanju ugotovila obdobja, kjer je bilo smrti več in ko jih je bilo manj. Ja, jaz sem, torej še enkrat poudarjam, da to je najboljši, se pravi, z sredstvi, ki jih imamo, omejenim časom, ki ga lahko temu posvečamo, smo našteli 54 primerov in pa še odprli smo tudi evidenco pogrešanih, pa tam sta zabeležena še 2. No. In zdaj po letih se sicer številke nekoliko varirajo, ampak so kar v vseh letih od leta, pardon, nekam sem si to zabeležil. Torej to je, se pravi, statistika iz našega seznama. V letu 2015 smo zabeležili 5 umrlih, ampak to je bilo takrat, ko je šlo čez Slovenijo ogromno število ljudi, tako da je to v bistvu bi morali nekako ločeno gledati, ne, ker ni primerljivo, ne. Potem pa vmes do 2018 nimamo zabeleženega primera, kar ne pomeni, da jih ni bilo. In potem se pa začnejo od leta 2018 do letos in so številke kar nekako razporejene po letih, po 8-9 primerov, 6 na leto, tako kar skozi vsa leta, no. Tako da ni kakšnega obdobja, v katerem bi lahko rekli, da mislim, da jih je bilo več. Ja. Verjetno sta raziskovala tudi nek kontekst smrti, ali je kakšna povezava med
načinom nadzora meja in smrti, ki se zgodijo naprimer v gozdu ali v reki. Ja, večina se jih utopi v reki, ne, v Kolpi. To je en zelo očiten vzorec. Seveda, mislim, reka je, domačini, ki živijo ob Kolpi, vedo povedati, da je reka zelo vrljiva, se pravi, videti je nedolžna, ampak ima tudi globoke dele, potem lahko je mislim, tok je močen, no, to je vsak, ki je bil na Kolpi, že lahko občutil. Potem njihovo slabo zdravstveno stanje in pa tudi dejstvo, da se morajo skrivati pred policijo, pripomore k temu, da morajo izbirati bolj nevarne poti. Tako da Kolpa je pač vsekakor območje, kjer je največ smrti bilo. Potem pa tudi v gozdovih so bili primeri, pa tudi šteli smo tudi prometne nesreče, ki se zgodijo zato, ker pač ravno tako gre za, se pravi, v bistvu je to, ponavadi poteka transport zelo hitro zaradi skrivanja pred oblastjo, pred policijo, ki pomeni nevarnost, da bodo, ki je skozi večino let pomenila nevarnost, da se bodo zgodili pushbacki, ne, da bodo vrnjeni nazaj na Hrvaško in od tam potem s policijskim nasiljem v Bosno. Tako da vprašal si, ali obstaja povezava, ne, saj ves čas pravim, da ja, migranti se skrivajo pred policijo, zato ker policija za njih ne pomeni zatočišča, ampak jo dojemajo kot nevarnost, ne. Tako da neposrednega dokaza, da bi kakšna smrt bila posledica kakšnega policijskega ravnanja ali pa ravnanja oblasti, nimamo. Lahko pa povem, da ker smo pač spremljamo tudi podobne preiskave po svetu, a ne, jaz ta moment ne vem za nobeno, no, možno, da je bila kakšna, a ne, preiskavo, ki bi dokazala povezavo med ravnanjem policije, se pravi ukrepi, ne, zdaj mogoče so bili posamezni primeri, ampak tako, če rečemo ukrepi, ki jih države izvajajo in policija, se pravi, izvaja, niso še bili ni še bilo dokazano, da bi ti ukrepi povzročili smrti. Obstajajo pa močni indici. Recimo ena zelo dobra preiskava je bila narejena na reki Rio Grande med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Tam so na podoben način, kot mi poskušamo, so že naredili to preiskavo in so v bistvu prišli do ugotovitve, da obstaja korelacija med ukrepi, se pravi represivnimi ukrepi in umiranjem. Ja. In to, mislim, mi vsi vemo, da to obstaja tudi v Sloveniji, samo dokazati to je pa zelo težko, ne. Tako, da bi imel pač neposredno vzročno zvezo, ne. Ja, kolikor jaz poznam, se to imenuje politika odvračanja na način, da policija sicer ne neposredno povzroči smrti, ampak prek ukrepov, kot so na primer pushbacki, vračanja, se naredi situacija, da preprosto ljudje so preveč izčrpani, ker morajo večkrat na pot, ker preživijo tedne v gozdovih in tako naprej. In iz tega bi se hteli za vprašanje glede Slovenije in če lahko mogoče na kratko opišeš razvoj slovenske mejne politike od 2015 pa do danes.
Leta 2015 se zgodi ta tako zvani veliko poletje migracij, dolgo poletje migracij in Slovenija, tako kot ostale države, bistveno drugačno načeloma odreagirajo prvotno, kakor kasneje, pa to, kar vidimo še danes. Vzpostavi se tako imenovani balkanski koridor, kjer s načeloma države pridejo na pol poti do tega, da odprejo oziroma omogočijo prehod poti, ki poteka na začetku sicer mimo Slovenije, večinoma se pravi tam skozi Makedonijo, Srbijo, Madžarsko in Avstrijo. Kasneje se ta koridor zapre, predvsem tam marca 2016, ko Evropska unija naredi sporazum z Turčijo in se tudi v Grčiji vzpostavijo ti hotspoti, tako da takrat načeloma ta balkanska pot, ki je bila prej linearna, postane balkanski krog zaradi represivne politike, zaradi pushbackov različnih držav, tudi držav, ki so izven Evropske unije, ki na pritisk Evropske unije sprejemajo te represivne politike. Del tega je tudi Slovenija, ki leta 2018 začne sistematično prakso pushbackov in tam od leta 2018 do začetka 2022 načeloma samo po uradnih podatkih slovenska policija preda več kot 30.000 ljudi hrvaški policiji, ki potem sledijo načeloma zelo ekscesne nasilja in ta hrvaška policija potem nazaj vrne v Bosno in Hercegovino. To sta neka dva velika mejnika slovenske politike, migracijske. Ena termin, ki si ga omenil, je balkanski krog, Balkan Circuit. To uporablja srbska raziskovalka Marta Stojić-Mitrović. Ali prosim te, da pojasniš ta pojem in z njim mogoče tudi, kaj pomeni eksternalizacija meja. Se pravi, balkanski krog je, kot rečeno, to načeloma, kar se zgodi po zaprtju balkanskega koridorja, po tej linearni vzpostavljeni poti, ki je najprej neformalno, potem formalizirana, se meje zaprejo, nasilje se vzpostavi načeloma potem znotraj, ti ljudje, ki so bili tam ujeti načeloma, se več ali manj gibajo v krogu. Skratka, gre se načeloma tudi za gibanje diskurzov, tako strani in tehnologij strani oblasti, kot so samih migrantov, ampak načeloma, mi, ki smo bili tam v Veliki Kladuši leta 2018-2019, to, kar si se pogovarjal z ljudmi, so pač večinoma rekli, da ja, probali smo 10-krat, 20-krat, eni to 30-krat, 40-krat prečkrat, pa prišli smo nazaj samo z modricami od policijskih pendrekov. To, kar je načeloma del te osnovne strategije oblasti, ki ga vodi evropski migracijski režim, kar je ravno to eksternalizacija meja. Se pravi, to načeloma je vzpostavljanje meja izven svojega lastnega teritorija. Predstavniki Evropske unije grejo recimo v kakšne afriške države, v Sudan, v Nigerijo, v Libijo in tam nudijo finančna sredstva, know-how, tehnično opremo, zato da se te migracijske poti načeloma že tam probajo zaustaviti oziroma zajeziti. Je pa iz vidika nastanka te politike bila ravno ta balkanska ruta en izmed laboratorijev. Tam konec 90-ih let Evropski svet naredi tako imenovani Action Plan IREC, ki načeloma naslavlja Kurde, ki so prišli po zalivski vojni, in tam se vzpostavi ta logika eksternalizacije meje, ki skuša že zunaj svojih meja vzpostavljati to suvereno logiko razlikovanja med legalnimi in nelegalnimi, med življenjem, ki ga je vredno obdržati pri življenju, in življenjami, ki se jih lahko pusti umreti, tudi fizično umreti, kakor je prej Uroš govoril. Ena taka stvar, ki se mi zdi pri vprašanjih smrti migrantov, nekaj, kar smo tudi opazili v Infokolpi, je naprimer, da ko govorimo o letih 2018-2022, je, da ko smo hoteli intervenirati, je bilo kot, da te osebe ne obstajajo. Ko smo iskali po mrtvih, so kar naenkrat dobile pravice do zasebnosti in tisto, kar imenujemo kot človekove pravice. Nekdo, ki je bil brez pravice do telesne nedotakljivosti ali pa zaščite pred
kolektivnim izgonom, naprimer, je v trenutku smrti ta smrt postala nekako problematična za oblast. To se mi zdi tudi ena taka stvar, ki mogoče je nek indic na temo odgovornosti države, ki sicer ne neposredno povzroči smrt, ampak je to mogoče rezultat politike. Seveda. Da, z razlogom so te smrti nevidne, pa ni veliko raziskovanja glede tega področja. Okay. Ajgul? Številka je nastala kot obletnica Balkanskega koridorja 2015. Takrat je 300,000 oseb prečkalo pred Slovenije. Ti si kot aktivistka za svobodo gibanja delovala v centru Rog. Ali bi lahko opisala delovanje skupnosti aktivistov v Rogu v času Balkanskega koridorja? Dobro, je bilo več, se mi zdi. Je šlo, po mojem, čez 1 milijon, ampak v enem letu pa pol nekaj tasga. Ja. No, jaz moram povedati, da v bistvu ljudje ne bi hodili, če ne bi bilo vseeno po eni strani neke odobritve strani Evropske unije, in takrat je bila gospa Merkel, ona je rekla, ok, naj pridejo. In takrat je sesuta Sirija, ki je bila v vojni, evo tlele je bir, ok, so rekli, ajmo, in pol pa Turčija malo popustila, vse to je bilo tako ilegalno, zato ker so morali iti na čovn, Alan Kurdi, se spomnite onega dečka, 4-letnega, toddler, je umrl, skratka je bilo vse skupaj polulegalno, ampak ljudje so začeli hoditi. In takrat, ko so ljudje začeli hoditi, so slišali vsi ostali. Aha, v Iranu, Afganistance, pot je odprta. V Maroku, Alžirija, aha, to je odprto, ok. In nastane neka taka reka, skozi katero hodijo ljudje in se ostali kot potočki pridružujejo tej reki in vsi hodijo v smeri Nemčije. Ajde, pa drugih držav, recimo. Takrat je avtonomni prostor Rog je dobro odreagiral, torej takoj smo iz enega centra naredili skladišče, kasneje smo pa skladišče malo počistili in smo spet se sestankovali. Organizirali smo 9 protestov, ki so se imenovali Refugees Welcome. In danes, leta 2026, absolutno nemogoče organizirati protest z imenom Refugees Welcome. Ker pač notranja politična situacija v Sloveniji v zadnjih 10 letih se je tako spremenila, pa ne samo v Sloveniji, ampak širom sveta. Torej, pač ta pot, ki so jo oni sebi odprli in hkrati malo je gor gospa rekla, ajde pridite, je v bistvu zaznamovalo naslednje obdobje politične, strateške reakcije vodilnih, kot je, ne bom govorila za imena teh ljudi, pač od Amerike do Rusije, recimo, imamo zelo močan, populističen odpor imigracijam oziroma migracijam kot takšnim. In to se vidi tudi pri nas v Sloveniji. In če me vprašate, zakaj je mladina glasovala za SDS, bom povedala takole. Mladi so glasovali za SDS ne zaradi tega, ker verjamejo v SDS politiko, ampak glih zaradi tega, ker SDS hujska proti nekomu, ki se trudi popraviti problem stanovanjske problematike, in namesto tega, da bi dali glas nekomu, ki se trudi, da popravi stanovanjsko krizo, dajo nekomu, ki obtože svojo opozicijo, da je kriv za nastalo welfare short. Torej, pač tako. In isto podobno funkcionira z migranti. To hočem reči. 2015-2016, če pogledamo za nazaj, to je zlata doba. Sedaj je to nemogoče. Junija v veljavo pride New Pact of Migration in boste od junija naprej, odvisno kakšno vlado bomo imeli, samo slišali grozne stvari, ki bojo prihajali z meje. Grozne bojo, ker jih ne bojo spustili noter, ker to jim narekuje ta direktiva naša nova. Evo. To hočem reči, da je v 10 letih se je ogromno spremenilo na slabše, ampak po drugi strani, pa če sem napisala nepopolna legalnost,
zelo kratek prispevek, ki se zaključi z besedami, to je kitajski pregovor, raje prekršim zakon, kot da ostanem lačen. In to je najbolj materialističen pogled na ta svet, na balkansko pot, na ljudi. Evo, Sufjan, welcome. Se upravičujemo, da to delamo v slovenščini, lahko bi v arabščini in tako malo se bolj v bodočih dogodkih se pač potrudili v tem smislu. Hočem povedati, da ogromno ljudi ta trenutek se nahaja v neki ilegalnosti oziroma v trenutku norega golega preživetja. Ampak to ni vidno, ampak pustimo to, bojo že. In smo nadaljevali tradicijo socialnega centra Rog, smo vzpostavili Infokolpo, ful imamo veliko najemnino, guramo to prostor, ki se imenuje Info Office, na ulici Vide Pregarčeva 11. In kaj delamo? Ja, delamo točno to. Hočemo biti z ljudmi, ki nam kažejo pogum. In v času covida noben ni mogel nikamor, ljudje pa so hodili in v bistvu ti več se učiš od ljudi in vidiš, da oni so promotori tega, kako bi rekla temu, revolucionarnega gibanja. Torej nekdo, ki kljub temu, da je prepovedano, v bistvu poskuša priti do določenih pravic ali pa ne vem, takih stvari. A sem odgovorila? Ja. Ti si sodelovala že v enih zgodnejših akcij v azilnem domu, kot je bil na primer Svet za vsakogar. 2015 se mi zdi še zmeraj nek pomemben dogodek za svobodo gibanja. Ja, prečkalo je milijon ljudi. Kako ti razumeš 2015, Balkanski koridor? Seveda en dejavnik je bila Angela Merkel, ampak mogoče tudi avtonomija ljudi na poti v tistem času. Ja, in avtonomije je absolutno brez vprašanja. Torej, ljudje udejanjajo svojo pravico do gibanja, brez da bi imeli potne liste s seboj. In teh ljudi je ogromno. Lani jih je prečkalo 40 000, predlani jih je prečkalo 60 000 ljudi. En delček teh ljudi mi spoznamo in smo hvaležni te svoje izkušnje. In to je to. Kar se tiče samega azilnega doma in slovenske migracijske politike, bi samo to povedala. Mislim, dokler takole delujejo, zaenkrat je v redu. Mislim, samo da ne bo represivno več šlo. Pač Slovenci so pametni, kar se tiče tega, in Slovenija malo, v bistvu zdaj malo, kako bi rekla temu, preko tega zakona za single permission, enotno delovno dovoljenje, bo malo več ljudi ostalo, ampak Slovenija se zaveda, da ne more oskrbeti toliko ljudi in v bistvu malo zapre oči, pomežikne in ljudje grejo naprej, ker pač Slovenija je na balkanski poti, ljudje hodijo, hočeš, nočeš, zapreš meje, ne zapreš. Jaz se edino bojim junija, kako se bo tole nadaljevalo, ker bojim se, da ne bojo ljudem dali možnost, da kar odpeketajo naprej. In to je najhujša stvar. Najhujša stvar. Ja, če do malo konteksta, junij predstavlja datum, ko bo v veljavi stopi novi pakt o migracijah. Ta predvideva uvedbo zadrževalnih taborišč na mejnih območjih ali pa sosednjih državah Evropske unije. Tak primer je na primer italijansko taborišče v Albaniji, v Bosni je takšno taborišče Lipa, se nahaja 30 km v gozdu in Evropska unija je mogoče brez nekega pompa sprejema neke precej paradigmatske ukrepe na način, da se odvzema prosilcem za azil za svobodo. Torej oseba naj bi za čas azilnega postopka ostajala brez svobode gibanja in to je precej nesorazmeren ukrep, v smislu tega, da če bi sledili tej neki logiki, to pomeni množična zapiranja. Ampak bomo videli, kako bo. Ljudje so si izborili svojo pot, tudi že v preteklosti. Tit, tebe povedal si dva ključna obdobja, 2015 koridor in pa potem obdobje pushbackov.
smo v Sloveniji od leta 2022 ne zaznamo več pushbackov. Mogoče bi lahko povedal, kakšno sedaj stanje v Sloveniji in kakšen je položaj Slovenije v razmerju do Evropskega centra na področju eksternalizacije meja. Leta 2022 pride do tega, da se pushbacki vsaj v Sloveniji nehajo. Tudi v Hrvaški se majčkeno zmanjšalo nasilje, razlogov za to je verjetno več. Po eni strani je Hrvaška nehala sprejemati te ljudi, ki so bili vrnjeni po meddržavnem sporazumu so strani hrvaške policije. Po drugi strani je prišlo do spremembe vlade v Sloveniji. Tatjana Bobnar, ki je bila namestnica generalnega direktorja in je bila tudi podpisnica teh nepopolno znanih navodil, ki so korelirale z začetkom sistematične prakse pushbacka, je postala notranja ministrica in verjetno v tem aktu kesanja je spremenila to politiko, da se je individualno pretehtalo oziroma je policija spraševala individualno zares, če nekdo hoče zaprositi za azil ali ne, kar pa prej je bilo to načeloma kar kolektivno. Tudi v kakšnih zapisnikih policijskih si videl, tam pod tem vprašanjem, ali želite zaprositi za azil, je sam ekonomski migrant pisalo in se ga je poslalo hrvaški policiji. Del razloga je verjetno tudi to, da je Vrhovno sodišče v Sloveniji pritrdilo tožbi migranta, ki je bil pushbacken. Tako da je prišlo do spremembe te prakse. Verjetno je lahko prišlo do spremembe te prakse, pa deloma ne zaradi tega, ker bi bilo eksternalizacije manj, ampak po eni strani zaradi tega, ker je več, zaradi tega, ker je bolj uspešna ta politika zaustavljanja mej že v kakšnih afriških državah, zaradi tega, ker se je krepilo nasilje v Grčiji, zaradi tega, ker se je kakšna Bolgarija potem imela oziroma ima še vedno te nasilne prakse. Tako da do neke mere je ta sprostitev, po mojem, posledica tudi te splošne eksternalizacijske prakse in nekega potem notranjega biopolitičnega šengenskega Lebensrauma ali kaj, ki se vzpostavlja, katere deli tudi Slovenijo. Tam leta 2023 je bilo notranje ministrstvo zabeležilo tam približno 4300 prošenj za mednarodno zaščito, od katerega je bilo 4000 izdana odločba o dublinski deportaciji na Hrvaško. Tako da to, kar se tiče tega odnosa, se je pa hkrati s tem sprostil tudi verjetno nek prostor. Lani je bil sprejet ta zakon, ki ga je že Gul omenila, se pravi, prosilec za azil lahko sedaj po 3 mesecih izkazanega dela preide in zamenja ta status na enotno dovoljenje za bivanje in delo. Zdaj, kakšne bojo še tukaj neke strategije notranjega ministrstva, še ne vemo. Vsaj kar se tiče neke splošnih sempake, smo ugotovili oziroma smo dobili informacije, da se notranje ministrstvo pa tam že zelo hitro izdaja negativne odločbe, ker ti kot prosilec za azil najprej 3 mesece moraš čakati, preden dobiš dovoljenje za delo, potem moraš 3 mesece delati in potem lahko zaprosiš za spremembo tega statusa. Če dobiš negativno odločbo pred temi 3 mesecemi, da bi dobil dovoljenje za delo, potem načeloma nimaš te možnosti. Ampak je pa vsaj izpostavljena neka opcija regularizacije statusa, ki je pa prej ni bilo. Uroš, omenjal si skupino Prehod, tudi vajino delo je potekalo v sodelovanju s skupino. Lahko predstaviš, kaj je skupina Prehod in s čim se ukvarja? Tudi Infokol pa je v skupini, oziroma Tit je pač en zelo dejaven član. Sicer pa je to v bistvu skupina, ki je nastala spontano, združili smo se pravi, raziskovalci in preiskovalci smrti iz različnih področij. Midva z Uršulo sva, se pravi, novinar in profesorca, potem Tit predstavlja Infokolpo in vse, kar vi veste. V njej je še pomemben član dr. Gregor Haring, ki je obducent na Inštitutu za sodno medicino
Univerze v Ljubljani, potem so pa še različni aktivisti, lahko omenim naprimer Nado Šimunič, ki je prebivalka Vukovcev, to je vas na Kolpi, kjer nažalost redno umirajo migranti. Ona je tudi bila že priča eni smrti, sicer se pa ves čas sooča z migranti, ki prihajajo in jim tudi pomaga, ko so v stiski. Ta skupina je, se pravi, tako kot sem opisal, sestavljena iz različnih strokovnjakov, ki združujemo v bistvu se pravi, različna področja vedenja v skupni želji oziroma poskusu, da bi razvozlali to skrivnost, zakaj ljudje na mejah umirajo, kakšen je vpliv politik na to in pa tudi, kaj se z njimi dogaja potem, ko umrejo, ko se pravi, nekako ugotavljamo, da so še vedno potem zanikani, tudi ti si prej nakazal, nekako v bistvu, ko poskušaš kaj izvedeti o teh, ki so umrli, ravno tako imaš težave, oziroma ker so pač njihove zgodbe prikrite, in naša ideja je, da če z različnih vidikov pogledaš na stvar, več izveš, ne. Med drugim se ukvarjamo tudi z tem, kako poteka potem identifikacija in pa po možnosti repatriacija umrlih. To je eno čisto posebno področje, kamor je zelo težko vstopiti. Tako, ja, hvala. Ajgul, če še malo o migracijah. Če pogledamo Slovenijo, imeli smo obdobje pushbackov, danes imamo nekako obdobje tranzita. Kaj bi ti rekla, kaj je bila za tebe dobra migracijska politika? No, jaz moram tako iskreno povedati, ponavadi ljudje mislijo, da je aktivist vedno all inclusive, ampak tudi tako realistično gledano, kako boš, recimo, če pride 100.000 ljudi, poglejte, kdo bo 100.000 ljudi, kako bi rekla temu, nahranil in dal jim, čeprav verjetno Slovenija ima te kapacitete, mislim, Slovenija je specifična država, jaz sem bila zdaj v Meštrah, to je ta industrijski del v Italiji, Meštre imajo največjo bangladeško skupnost v Evropi in jim nikako to gre, zaradi tega, ker so nadomestili svojo delovno silo z tujo delovno silo oziroma z migrantsko. Slovenija pa je izjemno specifična zaradi tega, ker je zelo majhna in pazi na to, da sama sebe ne obremeni. In ker smo mi majhna država in ker nočemo sami sebe obremeniti, zaradi tega, ker pač naš razvoj oziroma state of the art pač takšen, kakršen je, mi ne bomo mogli recimo računati na to, da bomo sprejeli večje število ljudi in jim dali garancije. Torej, v zadnjih 30 letih je Slovenija podelila 1600 prošenj za mednarodno zaščito. Torej, približno toliko imamo beguncev s statusom, od tega 300 jih živi v Nemčiji, verjetno, nekaj takega. Ampak mi imamo že čez 260.000 tujcev. To so bolj ali manj Bosanci, Srbi, Kosovari, Albanci in mi, egzoti iz bivše ex-Soviet Union, zdaj pa jih vse več iz Indije, Bangladeša in tako naprej. Skrbi me točno to, da pač po eni strani me tudi ne skrbi, pač po eni strani imaš tam metonaracijo, ko nekdo nekoga straši, a po drugi strani pa vidiš, da ljudje v bistvu delajo, živijo in tako naprej. Generacije se spreminjajo, upam, da ta generacija Z bo bistveno bolj odprta in vključujoča, zaradi tega, ker bo vse več in več videla ljudi iz Indije in iz Bangladeša in iz Pakistana v naših avtobusih in na naših delovnih mestih in se bo treba počasi privaditi k temu, da ti, ko prideš v restavracijo, tvoj natakar bo nekdo, ki bo izgledal drugače, ali pa tvoja prodajalka kruha v Mercatorju bo nekdo, ki bo izgledal drugače in pač se je treba navaditi, zaradi tega, ker pač to nas čaka,
Tako da v tem kontekstu sem zelo vesela, a v kontekstu same politike pa bomo videli. V bistvu jaz bom rekla takole, in to bo moj zadnji stavek, migracijam in migrantom zaenkrat gre dobro. We are winning, guys. Fin Lucu Dražovič je za številko prispeval članek na temo iranskega protiimperializma, zanimiv in aktualen članek. Fin, vprašanje za tebe. Kje ti vidiš razloge za to aktualno vojno med Izraelom, ZDA in Iranom, ki jo spremljamo? Ja, hvala, zdravo. Jaz bi još, če lahko mogoče na začetku povedal sam še besedo ali dve o zgodovini ČKZ-evega obravnavanja regije Bližnjega vzhoda, ker ima ČKZ res eno dolgo zgodovino pokrivanja tematik političnih na Bližnjem vzhodu. Zdaj, poleg vseh teh monografij, ki so v bistvu išle večinoma v zadnjih letih, torej ta monografija Dilar Diriko o kurdskem ženskem gibanju, pa potem Veliki Iran, Halil Dak, Srce mi bije za gore, torej kurdski režiser, ki pač nekako tematizira kurdsko osvobodilno gibanje, in pa seveda Revolucija v Rožavi, ki je bila prva nekako v tem sklopu teh kurdskih monografij, so tudi prej izhajale že neke revije, ki so na takšen ali drugačen način pač pokrivale to zgodbo. Zdaj, zelo zanimiva se mi je zdela za izpostaviti torej ta številka iz leta 2003, torej iraški živi pesek, ki je v bistvu nastala nekako kot produkt ekipe aktivistov iz celotnega sveta, ki je šla pred ameriško invazijo na Irak, v Irak in se nekako, to je bila v bistvu ta tako imenovana akcija Živi ščit, ko so pač aktivisti celega sveta odpotovali Irak in se v bistvu s svojimi telesi nekako probalo braniti bombardirane države na način, da so se postavili na neko najbolj nujno civilno in vojaško infrastrukturo. Se verjetno kdo starejši bolj pozna to zgodbo. Kasneje je šla še ena tematska številka na temo Iraka, in sicer osvobajanje Iraka leta 2010, ki je mogoče tako malo bolj akademska. Leta 2013 je pa išla še knjiga revija Bližnji vzhod in islam, ki pa v bistvu nekako obravnava akademsko ukvarjanje z islamom in Bližnjim vzhodom. To sem za nek ta ekskurzno, ker se mi je zdelo to zanimivo izpostaviti, ker se mi zdi, da je ČKZ mogoče založba, ki najdlje in najbolj pogosto obravnava na takšen ali drugačen način regijo Bližnjega vzhoda. Kar se pa tiče Joštovega vprašanja, bi pa jaz mogoče, da ne bom pač res predolgo odgovoril to na način, da moramo trenutno situacijo v regiji Bližnjega vzhoda razumeti kot pospešeno natoizacijo in zionizacijo regije, ki se je pač v zadnjih 3 letih pač močno pospešila, najprej z genocidom v Gazi in potem z zionizacijo Sirije, torej v smislu pač menjave oblasti v Siriji, ki je zdaj pač uslužna zahodnemu imperializmu in izraelskemu projektu. In pač po moji analizi tega je Iran s svojim zavezništvom, torej osjo odpora, v katero pač štejemo še Hezbolah, Hutije, Hamas in pa šiitske milice PMU v Iraku, edini ščit pred pač popolno na eni strani zionizacijo in hkratno natoizacijo regije, in tako onkraj nekih partikularnejših razlogov, da se je ta vojna mogoče zgodila točno zdaj, je glavni razlog, se mi zdi ta, da pač je to, da je Iran kot tak kljub vsem svojim neverjetnim kontradikcijam še zmeraj pač edini faktor odpora proti popolni imperialistični dominaciji regije. Za ČKZ si tudi prevedel knjigo Veliki Irak. Tele gledam knjigo Osvobajanje Iraka. Veliki Iran, Giuseppe Concha.
Iranska država je pod napadom ZDA. Glede na to, da poznaš Iran, kako ocenjuješ zmožnost iranskega režima, da zdrži pritisk napadov Izraela in ZDA? Pa jaz mislim, jaz nisem nek zdaj vojaški analitik, ampak meni se zdi, da se zaenkrat kaže, da pač je ta sistem, ki ga je Islamska republika v zadnjih 47 letih ali pa mogoče v tej obliki po vojni z Irakom uspela vzpostaviti, nekako narejen za to, da to vojno preživi, kar se mi zdi, da se tudi kaže v zadnjih dobrih 3 tednih. Narejen je na način, da pač kar poslušamo zadnje se mi zdi, zadnji teden v svetovnih medijih, da pač nič ni odvisno na nobeni funkciji od ene osebe in je sistem v bistvu narejen na način, da se reproducira in da se ga ne da uničiti. In tudi pač, ko je bilo mogoče pred to agresijo na Iran ves čas govora o tem, da je v Iranu vse odvisno zgolj od ene osebe, torej od vrhovnega voditelja, ker so pač formalno ker je imel formalno izjemno veliko moč, se mi zdi zdaj izkazalo, da je bila ta moč v resnici veliko bolj porazdeljena med najrazličnejše ljudi, institucije in tako naprej. Tako da zdi se mi, da pač Islamska republika je nastala kot upor proti ameriškemu imperializmu in lokalnim kompradorjem, ki so pač to imperialistično pustošenje države omogočali, in je v bistvu to vojno kot nek končen spopad z velikim satanom, kot pač poimenujejo iranske oblasti Ameriko, tudi nekako eskatološko pričakovala. Tako da mislim, da se je na njo pripravljala vsaj zadnjih 30 let. In pač razvijala, pač treba je vedeti, da recimo tudi ta iranski raketni program, ko danes pač gledamo te rakete nad Tel Avivom, pač to je v resnici nastalo na podlagi tega obratnega inženirstva, ko pač so iranski strokovnjaki razstavljali sirske in libijske rakete. To je v bistvu nekak začetek iranskega jedrskega programa, ki pač se zdaj kaže, da je mogoče najvitalnejši vzvod nadaljevanja neke pač obrambe pred zavojevalci. Če malo temo povežemo z migracijami, ali se ti zdi, da je lahko ta vojna, ki se dogaja, bodoči vzrok za nov množični pobeg ljudi, kot smo ga videli leta 2015? Pa mislim, na to definitivno nimam nekega definitivnega odgovora. Zdi se mi, da trend zaenkrat, vsaj kakor sem jaz spremljal, je, da se nekateri Iranci živeči v Turčiji in Iraku so se za čas te vojne tudi celo vrnili v Iran braniti svojo državo, svojo domovino. Zdaj seveda pač obstaja ta možnost, ampak ne bi pa tega napovedoval in upam, da se to ne zgodi. To je to od mojih vprašanj. A imamo iz publike kakšno vprašanje? So one of the things Uroš spoke about, that it's extremely difficult to make a causal connection between migrant deaths and repressive migration policies. That the best some researchers managed to do was a correlation. Now you two studied land borders. And I want to ask you if you maybe know if this causality is easier to prove when it comes to sea borders. It means sinking of ships, and specifically I have in mind Pylos.
Is it possible to draw a causal connection between the sinking of the ship and actions of Greek and European authorities? Thank you for this question. Maybe just, please add what do you think? I think it's, I think of course there is, as also you said, Uroš and others, very clear connection between every death in migrant death and the aggression and police control and all these things. But as Uroš said, it's, for example, it would be really important that we would prove this on a court, that we would really get some proofs of immediate connection that could be proved on a tribunal for, and because we would like that somebody is really responsible for these deaths. We know that it's European Union and we know that it's migration politics, but actually at the end, nobody really gets on the trial for this. So I believe that somehow, yes, sea deaths are much more visible in this sense that nobody is really giving help to these boats. At the same time, we have, as Uroš also said, there are many people, for example, who died in Kolpa River, not because they don't know how to swim, because this is very, really very stupid argument that people don't know how to swim. Of course they know how to swim, many of them. They are so frightened. They are in shock, they are in panic. So this is why they are, what happens in Kolpa, what also Nada explained to us, is something really tragic. And I think it's, we need to talk about this. So I'm really glad that we are here talking about these deaths. And also I think it's very important that we continue with this fight because as Uroš explained, we have this working group, Prehod, Passage, that also organized and with the help of an artist, there is a monument on the in Črnomlje cemetery that gives the, in this way, the monument for all people that died because of the border. So I think it's quite important to focus on other possible actions, activist actions, and also other type of actions, and also collect evidence. And I really hope that we will manage somehow to build a lawsuit against the state and all many other states that are causing migrants' death. Maybe I can only add that, yes, paradoxically, the events on high sea are more visible than those here on Kolpa River, because the boats and the movement of Coast Guards, Frontex, are better monitored than this our border area. For example, in Ostro, we have tried to acquire satellite images of the border area, and it's really hard to get them because it's a remote place where, which is not monitored good enough to gather enough evidence about the events. Just to say that the Pylos accident was a result of actions of Greek Coast Guard that caused the death of 600 people in the Ionian Sea.
Are there any further questions? Okay, then we move to the next segment before pause and the second round table. I will read a short essay from Sasha Heisler called Invisible Cities, Atlas of Migration. Yes, this is just, it's an essay, but it's like poetry. So it's traveling through imaginary but realistic also cities of migration. So the first city is the city of waiting. This city is not drawn on any map. It is located in the offices of administrative units, in the corridors of an asylum home, between the lines of emails that never get answered. Here, days do not pass, they stretch. In waiting, people become paper. They break into small fragments like letters on a form. They blend one into another like numbers on a work permit. But beneath all this, tongues pulse in deep arterial murmur. Bosnian, Farsi, Telugu. Life finds itself in passing mimicry, in coffee and tea with lots of sugar, in a child's eye behind the fence, unaware that one day it will become a wall, and behind it, dark blue uniforms will all count for something. Waiting is a city without a center. All roads lead somewhere else. City at a nightly rate. The city at a nightly rate wakes up when everyone else is sleeping. Its inhabitants are invisible builders of the day. They are cleaners who gloss the facade before bankers fill their suits and the stage is claimed for finance. They are drivers who pull trucks from the small hours of the dead of night. The city at the nightly rate has its own time, the nadir of the night, perpetually elusive, shrouded in deep sleep. The city at the nightly rate is sometimes called the night shift, said to come with a higher pay. The nightly rate is a fee for a bed for a dreaming head. In the night shift, you're always temporary. Your life happens while you're absent from the living for as long as it takes. The city of departure is a city that exists in memories and plans. Every day something is built in it that will be abandoned tomorrow. The people of departure have plane tickets in their pockets that they will not use. 1 more year left, they say, for the 10th year in a row. In departure, the suitcases are always half-packed. Inside are photographs of children who grew up somewhere else. In departure, you are always on the move, even while sitting still. The city without an immigration office. This city does not exist in the law books. Here, no one has a status, sometimes not even a face on record. Inhabitants are names that no one can quite pronounce. The names have jobs, but no paper to prove it. They have ailments, but no doctor's notes. Lives, but no safety nets. In this city, everyone falls and is lifted with an invisible handshake. Clandestine systems operate that are not regulated. Food moves from hand to hand, names move from mouth to mouth, carrying a little news. These threads of dignity each hold a face, a name, and the status of a friend. In this city, authorities have no power. The city of tongues. There are no translators in the city of tongues. Everyone speaks incorrectly. Words are never lost. They hear one another in error. Thank you becomes folded into a gesture. Please hangs in a glance of the eye, a tilt of the head. Slovenian, Albanian, Bengali, Russian, they are all streets of the same city. Here, children become guides to their parents, and silence is sometimes the quickest way to reach an agreement. The city of tongues is an old city. It breathes with difficulty, but its will is still strong.
The city of skin. In this city, skin is not protection, it is an identity card. It decides whether you are halted, wait, whether you are trusted or not. The eyes of the city never blink. Your every wrinkle, every bump, every slant and skew guides its gaze. No one passes unseen. The city of skin always reads you. Its hollow face catalogs back from the mirror, scoring the question, are you allowed in? In the city of skin, everyone is a stranger. The difference is who may be it without consequences. The city of home. This is the most elusive city. It does not appear on any map. You cannot search for it. It finds you. There is no chair behind its tables just for you. And yet, only sometimes, neither fleetingly nor permanently, the moment arrives. When you already believe yourself an eternal guest, what has been locked is revealed as unlocked. A door deemed closed parts open. Behind the chair sits a familiar name, humming trifles at the table. And then you know you have returned home. Bureaucracy city. This city has no faces, just windows. Idle time pens, chin on hand, perched at each window. In bureaucracy city, they speak in formulaic. Record numbers, date stamps, and template phrases. Annex B is missing. You are not eligible. Shortest amount of time. The traveler here is not a person, but a loop in the system. The order of things does not depend on the time of arrival. It rests on an algorithm ranking entrance by the likelihood of giving up. In the city, skill grows like grass. Patience, humor, bribing with a bag of croissants. Bureaucracy also gets tired, and then something human shines through the window. City of love. In the city of love, love is not romance, it's persistence. When the welder sends half his salary to a wife he hasn't seen in 3 years, where a nurse from Accra tends an old man who greets her every day with, "You are not from here," but then mutters, "Thank you." Love in the city spans 2 countries, 1 heart and open borders no customs can seal. City of holidays. In the city of holidays, all the dates are wrong and the calendars lie. Christmas comes in summer. 8 falls on the night shift. Windows glow, messages ping across continents. For some, empty hands fold in empty pockets. For some, a loud video call is enough. With a quiet ritual behind the truck or a prayer in the basement kitchen, in this city, holidays merge, familiar and foreign, vintage and modern. Russian salad, injera, dates, and fatouche. There are no occasions in this city, only people who decide that today will be a holiday. The city of resistance. The city of resistance has no heroes, only those who have stopped pretending not to see. Invisible cities shaped, or you will? Oh, sorry. Invisible cities shape the visible. They beckon toward toward new routes and new languages, where migration is no longer a foreigner, but a kindred world. Yeah, please.
Sorry, guys, but this is really, it's been on my heart, and it's a question for Finn about the situation in Iran, because Infocolpa in the past worked quite closely with, let's say, Iranian diaspora in Ljubljana, which includes refugees and international students. We also hosted Shiva Nazari, which was quite insightful event, I must say. So my question for Finn is, how would you unpack the whole, let's say, geopolitical situation that is going on now, which you explained quite well, with the fact that the Iranian regime has a really bad human rights record? And here I'm talking about women, and I'm talking about the LGBT community. Ja, jaz ne bom odgovarjal v angleščini, ker ne znam zdaj tega artikulirati v angleščini, se opravičujem. Meni se zdi, Katja, da je to debata, kjer lahko imava uro pa pol, in pač zdi se mi, da sem to tudi že nakazal, da pač Iran je država z kontradikcijami, verjetno največjimi na svetu. Zdaj zdi se mi osnovna kontradikcija je, da je država, ki sama sebe interpretira kot antiimperialistično, hkrati pač vedno bolj in skrajno neoliberalna in represivna do lastnega prebivalstva oziroma do političnih disidentov, ampak zdi se mi, da je to pač neka debata, mislim, to je pač neko vprašanje, ki terja tako neko predavanje, da bi lahko nanj odgovorila, ne. Tako da ne vem, zdi se mi, da za to zdaj nimamo časa, pa pač lahko se nek posebej event za to organiziramo, pa se o tem pogovarjamo, no. V redu, si bomo zapisali. Pripravi se, Finn. Thank you for your attention. We'll make a 5-minute break, and then we continue with Ida Esch on the topic of war, ideology, and economy. Thank you.